V sklepnem dejanju pokala, ki ga je četrti zapored gostila koprska Bonifika, sta se pomirila stara znanca finalnih dvobojev Celje in Maribor. Vijoličasti, ki so v preteklosti osvojili 8 pokalnih lovorik, so po ne najuspešnejši sezoni lovili prvo letošnjo in povedli so že v 7. minuti, strele zadetka pa Marwan Kapha, ki je uspel premagati vratarja Kotnika, in torej veselje vijoličastih za zgodnje vodstvo. No, Celjani so bili doslej le pri enem samem naslovu in za nogometaše iz Knežjega mesta je bil to že 9. nastop v finalu. Celjani so hitro odgovorili, strele zadetka za izenačenje pa v 18. minuti Matej Podlogar, in vse se je na Bonifiki začelo znova. Še enkrat akcija Celjanov, ki so bili izjemno motivirani, da končno dobijo finalno preizkušnjo pokala. Po hitrem vodstvu Maribora je takole premagal Handanovića z domiselno potezo Matej Podlogar. V prvem polčasu še tale strel z razdalje Filipovića, precejšnja oddaljenost in na koncu je Kotnik ostal brez pravega dela. Sliko pa smo že torej v drugem delu srečanja, ko je do prve priložnosti prišel Čirjak, strel z leve mimo vrat Handanovića. Potem nekoliko kasneje strel Dareta Vršiča z prostega udarca. Potem še ena mariborska priložnost, strel Mertlja. Nekaj težav je imel Kotnik, žoga pa je na koncu končala v kotu. 8 minut pred koncem rednega dela je bil na Bonifiki izid še naprej 1-1. Celjani so bili čedalje nevarnejši in tole je bil po podaji Čirjaka poizkus Podlogarja, pa še prosti strel Novakovića brez večjih preglavic za vratarja Celja Kotnika. Potem pa v sodnikovem dodatku rednega dela srečanja dve lepi priložnosti za Celjane, najprej od blizu Miškić, pa nato še Travner. Obakrat se je izkazal vratar Handanović in tekma je šla v podaljšek. Prva priložnost v njem pa za Celjane. Hadžić je z glavo meril nekoliko nenatančno. 105. minuta in strel najprej Vršiča, potem pa še Novaković, ki je sprožil prek gola Celjanov. V drugem delu podaljška najprej močan strel Dareta Vršiča, Kotnik je žogo poslal v kot, potem pa Dare Vršič neposredno iz kota v mrežo Celjanov. Vodstvo Maribora, ki je bil torej v odličnem položaju, da pride do pokalne lovorike, še enkrat mojstrovina Vršiča, in žoga je končala v mali mrežici po neposrednem strelu Vršiča iz kota. 2-1 za Maribor v podaljšku, kazalo je na lovoriko vijoličastih. Toda Celjani so hitro odgovorili v 111. minuti, takole predložek De Souze, z glavo pa je zadel Matej Podlogar, drugič na tekmi Podlogar do zadetka in drugič v tem finalu pokala Celjani do izenačenja. Mojstrska podaja De Souze in odličen zaključek razpoloženega Podlogarja. V samem zaključku podaljška so Celjani imeli priložnost, da bi prišli do zadetka, ampak po strelu Travnerja z glavo Handanović vendarle ni imel večjih težav in o zmagovalcu pokala so odločale 11-metrovke. Prvi izvajalec je bil Hadžić, ki je bil uspešen in premagal vratarja Handanovića. No, odločitev zmagovalcev pa je padla šele v 8. seriji. Le Filipović in De Souza nista zadela predtem. V 8. seriji pa izvajalec za Celjane, mladi 20-letni Nino Pungaršek, ki je zgrešil, in potem je bil mož odločitve Aleš Mertelj, kot bomo lahko videli. Razočaranje za mladega Pungarška. Mertelj pa je takole odločil o 25. lovoriki pokala v Sloveniji. Tretja zmaga Maribora proti Celju v finalu. Vijoličasti so prišli do 9. lovorike v pokalnem tekmovanju, Celjani pa so izgubili še 8. finale in ostajajo pri enem pokalu.